Najprej, tisti, ki se probate dokazovati, poglejte, na podlagi koga si sploh formirate cilje pa pričakovanje do sebe. To se pravi, če se hočeš zdaj ti nekomu dokazati, pomeni, da si zdaj ti ustvaril neko pričakovanje do sebe, ki ni tvoje in misliš, da ga ima ta človek do tebe. Ne? Tukaj moraš vedeti eno stvar. Do kje se moramo ljudje dokazovati v življenju? Ne? Ker če se dokažemo premar, nam reče, da smo luzeri, če se dokažemo preveč, imamo burnout. Ne? Ali pa, če po sreči preživiš, pa si uspešen ultra. Ne? In na vse vmes. Ljudje se ne rabimo na planetu Zemlja nič dokazovati. Nam je to moderna družba rekla, da se moramo dokazati. Nam je televizija rekla, da se moramo dokazati, zaradi tega, ker so nam skozi v glavo sidrali, da moraš nekaj doseči v življenju, zato, da boš uspešen, zato, da boš srečen, da moraš svet ti skozi kaže neke slike, kdo ti moraš biti, kaj ti moraš imeti, in potem človek dostikrat te slike gleda in misli, da so njegove. In zdaj, če se človek hoče dosežiti slike in cilje, ki niso njegovi, ampak mu jih nekdo drug v glavo vsadil, se tukaj vmes zgodi nekje dokazovanje. Mi moramo vsi vedeti, da smo na ta planet prišli zato, da obstajamo v svoji osnovni energiji. In to v osnovi je dovolj. Jaz ne vem, če ste že kdaj kje slišali, ampak to, da ste vi živi in to, da vi svojo resnico živite in da dihate svojimi pljuči in da svoje misli izražate, govorite, to je dost. Vam ni treba nič narediti, kar je več od tega. Vi ste na ta planet prišli po neko svojo čustveno izkušnjo, ja? In to je tisto, kar je vaša naloga. Vse, kar nekdo drug nek svoj cilj projecira nate, ni več naravno zate. In če hočeš ti loviti cilj ali pa sanje, ki niso tvoje, kar se trenutno zelo dogaja po svetu, da ti skozi nekdo nekaj v glavo tupi, potem se začneš dokazovati, ker imaš občutek, da nisi dovolj dober. Dokazuje se sam človek, ki misli, da ni dovolj dober takšen, kot je. To lahko zelo hitro rešimo. Zelo realno pogledaš svoj potencial, se zelo realno čutiš, kakšne so tvoje možnosti, in tvoja edina naloga je, da tisto, kar je možno zate v tem trenutku narediš, in tiste priložnosti, ki so v tem trenutku zate na voljo, jih izkoristiš, in to je edina naloga. Ne rabiš se dokazovati in loviti neke stvari, ki so izven dosega tebe, ali pa sploh tebi niso naravne. In na tak način se nikoli slabo ne počutiš. Ne? In tukaj se začne potem dokazovanje in tukaj se dokazovanje izniči. In je ena taka zelo naravna stvar, sploh v moderni družbi, karierni družbi, naj mi živimo v karierni družbi, je ful časih ljudem to težko razumeti. Ampak na koncu nam itak naša lastna biologija, naš lasten nam skozi kaže, kaj je prav za nas in kaj ne. In do kje lahko gremo in do kje ne. Tako kot te začne v križu štihati, po domač povedan, si dvigoval preveč, se vstal, pejt na kiropraktiko, pejt na masažo, pejt na šport vančo, pejt nekaj nared. Ne? In če hočeš zdaj ti dokazati, da si car, da dvigneš 200 kil deadlifta, ne? Zato, ko ga na televiziji dvigno, evo, tukaj se pa začnejo težave. Ne? Ljudje nikoli ne zapadamo v težave, če sebi sledimo, vedno zapadamo v težave, če se dokazujemo nekomu. Zdaj pa ljudje se dokazujemo staršem, ljudje se dokazujemo šefom, ne? Sej v službi, naprimer, ko dostikrat vidim to energijo dokazovanja, sej ti veš, v kateri firmi delaš, sej ti veš, kakšne so vrednote podjetja, sej ti veš, kakšna je misija podjetja, sej ti veš, kaj tvoje delovno mesto zahteva. Tam bodo dober, tam se uč, tam pokaž strast, tam pokaž veselje, ampak če to ni dovolj za firmo, to ni prava firma zate. Zdaj ti sebe spreminjati za nekega šefa. Pet v drugo firmo, ko bo cenila to, kar si, ali pa naredi svojo, pa pač, veš.